kandidiral v Novo mesto, okolici na bolj poznana volilna enota, volilni okraj 2 in prosim njega za besedo. To ne, slabih 5 minut se letos koncentriral. Hvala lepa za besedo. Torej, ne glede na to, da se vsi poznamo, dovolite, da jaz vas pozdravljam na tej novinarski konferenciji. Moje ime je Fransko Dotin, sicer 4. mandat župana občine Šentjernej. In tikr zdajci seveda sem se odločil, da kandidiram na drugem volilnem okraju, torej 6. volilni enoti na listi Slovenske ljudske stranke in Stranke mladih Slovenije. Torej, kaj me vleče v to, da je bila moja odločitev v pozitivni smeri in sicer vsekakor, če bom izvoljen za poslanca, bom se angažiral, da postane Novo mesto močno regijsko središče, kar pomeni, da seveda začete zadeve, ki je ta vlada pripravila in upam, da je tudi naprej, da čim prej pridemo do zakonodaje tudi na področju regij. Veliko smo govorili o univerzitetnem mestu, kar mislim, da seveda tudi to je ena od poglavitnih točk bodočega poslanca tudi za to zadevo. Kot župan dobro poznam, torej cestno in komunalno infrastrukturo vsaj v Gorenjski regiji, kar pomeni, da bom s pomočjo tega naziva z ministri in z vsemi državnimi sekretarji stal tudi na tem, da Novo mesto dobi čim prej torej te vozne ceste, ki jih rabi za čim boljšo povezavo. Seveda pa pomeni, da se bom zavzemal tudi za ostale regionalne ceste, kot so Novo mesto, Gorenjske Toplice, Straža, Žužemberg in seveda tudi v smeri moje občine proti Šentjerneju, ker seveda to področje nekako sedaj, ko sem na listi za volitve v tem okolišu Novega mesta tudi zagovarjam. Zavzemal se bom tudi za večjo finančno pomoč v državnem proračunu za izgradnjo čistilnih naprav in kanalščine po občinah, predvsem na osnovi direktive Evropske unije, kajti vemo, da do leta 2015 ne bi bile ali pa morajo biti izgrajene čistilne naprave in kanalski sistemi, vendar žal v tem mandatu denarja v državnem proračunu ni bilo in si je na tem področju izredno malo naredilo ali pa nič. Seveda smo se občine samostojno odločile na osnovi svojih finančnih zmogljivosti. Na področju socialnega varstva vidim pereč problem, ki ga bom tudi zagovarjal, to so izgradnje domov starejših občanov, kajti če vidimo številko, koliko jih čaka na seznamu za dom, potem je to ena od bistvenih nalog, kajti do sedaj ministrstva niso imela denarja, vendar pa če hočemo tudi ta problem rešiti, potem absolutno je moja naloga tudi zavzemanje za čim večje finančne vložke tudi na področju ali pa pomoči občinam za izgradnjo domov starejših občanov, seveda v tistih občinah, kjer se bodo seveda župani ali občinske uprave skupaj z občinskimi svetniki tudi odločili. Torej, na področju gospodarstva in obrtništva bom seveda tudi vedno zagovarjal in vsekakor predvsem obrtništvo, kajti to so nekako giganti, ki sedaj rešujejo tudi socialne probleme in vse skupaj nekako pa ne smemo bom rekel nič dajeti večje zadeve, kot so Krka, Voz ali pa še ostale firme. Zato je tudi eno od poglavitnih nalog tudi področje gospodarstva in obrtništva, ki ga bom seveda skupaj z svojimi poslanci tudi zagovarjal. Naslednja moja zadeva so vsekakor Romi, kajti izhajam iz občine, kjer smo tudi romska občina in konec koncev seveda sam kot župan vidim, da so zakonodaja je neprimerna, da seveda Romi so še vedno na kmetijskih zemljiščih in to je ena od bistvenih, najbolj tistih vlakov, ki bo morala seveda vlada v prihodnje tudi nekako prevzeti in reševati tudi romsko populacijo, da bodo nekako enakovredni, bom rekel, ostalim našim občanom ali pa državljanom Republike Slovenije. Seveda iz svojega stališča gledam torej bolnico. Bolnica seveda rabi tudi velik finančni zalogaj, tudi kot regijski projekt, tudi za izboljšanje stanja, kakršno je. Predvsem pa gledam tudi za regijski bom rekel, projekt zdravstveni dom Novo mesto, kajti vemo, kakšno je stanje v tem in seveda
tukaj se mora tudi mnogo zadev spremeniti, kajti konec koncev nazadnje trpijo ali tisti, ki zdravstveni dom ali pa bolnico obiskujejo. Nikakor pa ne smemo seveda pozabiti tudi na športne objekte, ki jih Gorenjska vsekakor rabi. Predvsem pa je moja naloga bistvena povezava med župani, kajti v tem trenutku ali po vseh 13 letih sem videl, da ta zadeva, bom rekel, nekako stagnira in ravno iz tega vidika je to ena od bistvenih nalog tudi, da povežemo župane skupaj in da skupaj rešujemo, bom rekel, vse pereče probleme, ki jih ta Gorenjska ima tako malo. Konec koncev pa seveda je moja bistvena naloga, da upoštevamo vsa navodila in seveda tudi sem tudi tako stranke, kot seveda poslanske skupine, Slovenske ljudske stranke in stranke mladih Slovenije. Skratka, to je v grobem, nekje moj pogled v zagovoru programa, ki ga bom predstavljal ljudem oziroma volivcem za čim boljši stržek naših glasov.